v našem domu starejših občanov Ljubljana Moste. Prisrčno pozdravljeni vi, dragi oskrbovanci in oskrbovanke. Smo že obhodili z gospo direktorico B in C oddelek, ostali ste pa, kolikor ste lahko, ste prišli semkaj k naši božični maši in maši na čast svetemu Štefanu. Lepo pozdravljam tudi gospod direktorico Mojco in vse osebje, ki za vas skrbi in vas vodi. Prisrčen pozdrav našemu zboru VIS z podmladkom, z otroki, to so družine. In prisrčen pozdrav tudi vam vsem, ki ste prišli iz župnije in od drugod. Ali ste svojci vaših dragih, ki so tukaj, ali pa ste preprosto iz naše župnije. Bog naj blagoslovi ta naš praznični dogodek, sveto mašo ob božičnih praznikih in zavetniku svetem Štefanu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Zahvaljujem se bratu Stanatu za ta prijazen pozdrav, za dobrodošlico in vam predlagam, da spremenimo tistega današnjega gosta, da to nisem jaz, ampak da ta gost postane Gospod Jezus. Da njega povabimo v to naše občinstvo. Da njega povabimo, da nam pomaga praznovati ta Božič in god svetega Štefana. In da njega tudi povabimo, da nam pomaga nositi življenje takšno, kakršno je. In zato vas povabim, da skupaj prosimo za odpuščanje svojih grehov, da tu svoje grehe izročimo njegovemu usmiljenju, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost, to sveto srečanje z Jezusom in med seboj. Za katere je ta hiša postala dom, v katerem živite, in ravno tako tudi vi, ki prihajate sem zato, da obiščete ljudi, ki živijo tukaj, da poskrbite za to, da niso osamljeni in da nimajo občutka, kot da smo jih odložili nekam proč od življenja, ampak da čutijo povezano z življenjem, ker prihajate k njim. Najprej bi se rad zahvalil. Zahvalil po gospe direktorici, osebju tega doma. Zato, da skrbi za vas. Da skrbi za vse tisto, kar potrebujete za svoje telesno dobro počutje. Koliko je to mogoče. In da po svojih močeh poskrbijo tudi za to, da doživljate sprejetost, da ob njih čutite, da niso samo v službi, ampak da v resnici skrbijo za vas, da vas srečujejo kot ljudi, kot nekoga, ki je dragocen zaradi svoje izkušnje,
zaradi vseh desetletij, ki jih je preživel, zaradi vseh spominov, ki so se skozi ta desetletja nabrala v vas. In zato naj Gospod blagoslavlja v svoje osebje tega doma, da bo moglo še naprej tukaj v tem domu ne hoditi v službo, ampak da bo moglo služiti. Na poseben način se mi zdi prav, da nam ta misel postane domača in da jo osvojimo, ko praznujemo Božič. Kajti tudi Bog je v Jezusu Kristusu prišel med nas zato, da bi služil. Nisem prišel, da bi mi stregli, je rekel Jezus. Ampak sem prišel zato, da bi sam stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. In po njegovem vzoru, po njegovem zgledu, se mi zdi prav, da tudi mi, ki smo še pri močeh in ki lahko drugemu naredimo nekaj dobrega, to v resnici tudi naredimo. Kajti plačo uslužbenci tega doma dobite za tiste stvari, ki jih naredite iz svoje strokovnosti, iz svojih delovnih obveznosti. Tiste stvari, ki jih pa naredite iz ljubezni, stvari, ki so služenje, zato se pa ne dobi plače. To je pa tista dodana vrednost, ki jo lahko ljudje damo svojim medsebojnim odnosom, čeprav smo morda službeno navzoči v tej hiši. Naj Gospod blagoslovi vas in vaše prizadevanje, da boste res služili tem ljudem. Potem, dragi bratje in sestre, bi se rad zahvalil vam, ki ste tukaj doma. Rad bi se vas zahvalil za to, da ste potrpežljivi. Včasih v spovednici slišim besedo potrpeti nič ne znam. Potem bo vprašam, koliko let pa imate? Pa rečejo 70, 80. In potem rečem, potem vas pa razumem, veste. Zaradi tega, ker ko se leta nabirajo, ko se desetletja nabirajo, človek potrebuje vedno več potrpljenja sam s sabo. Se spomnim našega patra, ki je bil star 80 let in mi je rekel nekoč, pravi, veš, včasih je bilo obleči se zjutraj nekaj tako enostavnega, da sploh nisem vedel, da je to opravilo. Pravi, danes je pa to že cel podvig. Včasih sem se oblekel v 5 minutah, danes potrebujem celo uro za to, da se oblečem. In zato vem, da potrebujete veliko časa in da potrebujete veliko potrpljenja za to, da sprejemate sami sebe, da sprejemate svojo bolezen, svoja leta in vse tisto, kar leta prinesejo s seboj. In prosite Boga, naj vam pomaga, da boste potrpežljivi. Sam. Potem pa seveda potrpežljivi tudi drug z drugim. Poglejte, koliko vas živi v tem domu. In če ob tem upoštevamo še, koliko je še teh, ki v tem domu služijo vam, ki ste oskrbovanci, poglejte, to je cela vas. In ta vas živi na zelo majhnem prostoru. In zato vsi prebivalci te vasi potrebujete potrpljenje. Potrpljenje drug z drugim. Vsak izmed nas bi z veseljem rad videl, da bi bili vsi mi bolj okretni, bolj zdravi, bolj bistre pameti, bolj dobro slišali in bolje videli, da bi lažje govorili, ampak pomembno je, da ne sanjamo o tem, kako lepo bi bilo, če.
Pomembno je, da znamo sprejeti to, kar je, in da znamo s tem, kar je, živeti. In zato skupaj z vami prosim Gospoda Jezusa, da bi znali biti potrpežljivi, tudi drug z drugim. In danes obhajamo god svetega Štefana, Jezusovega diakona prve cerkve in tudi prvega od Jezusovih učencev, ki je dal življenje za Jezusa. Kako včeraj smo peli sveto noči, še jo bomo peli v tem božičnem času, danes pa že rdeča bogoslužna barva krvi. Kako je to mogoče? Ta milina božiča, milina Božjega rojstva, milina tega dojenčka, ki ga je Marija imela v naročju v Betlehemu, in naslednji dan smrt. Pa veste, da to sploh ni tako daleč narazen. Jezus je prišel zato, da bi nam razumel očeta. Očetovo ljubezen. In sveti Janez, Jezusov učenec, je to najgloblje razumel. Zato je v svojem pismu napisal stavek, ki je pravzaprav celotno sveto pismo. Pravi namreč, Bog je ljubezen. In ljubezen, poglejte, ljubezen nosi v sebi klic po zvestobi. Biti zvest. Ljubezen je zvesta ali pa ni ljubezen. In ko je sveti Štefan sprejel to Božjo ljubezen, je spoznal in mu je bilo popolnoma jasno, da mora biti zvest. Zvest za vsako ceno. In je ostal zvest. Zvest tako zelo močno, da takrat, ko so na nek način zahtevali, da se odpove tej ljubezni, da se odpove Jezusu Kristusu, ni pristal. In so mu vzeli tisto, kar so mu lahko vzeli. Ljubezni v stenem nihče ne more vzeti. Lahko te muči, lahko te ubije, lahko te pribije na križ, ljubezni ti ne more vzeti. Lahko ti vzame življenje, lahko ti vzame premoženje, lahko ti vzame, kaj jaz vem, kaj vse dobro ime. Ampak ljubezni ti pa ne more vzeti. In to je zvestoba. In Štefan je bil zvest tej ljubezni, Jezusu Kristusu. In rad bi, dragi bratje in sestre, da tudi mi ostajamo zvesti. In se vam zahvaljujem. Poglejte, ko sem sedaj hodil po sobah tega doma, okoli sester in bratov, ki so privezani na posteljo, ki ne morejo priti sem k sveti maši, sem videl svete podobe, sem videl rožne vence in sem videl tudi samo trpljenje. In vse to je povezano z ljubeznijo, povezano z Jezusom Kristusom. In se zahvaljujem za vašo zvestobo v veri. To je ljubezen. Tukaj ste kakor sveti Štefan. Ne gre še za zvestobo do smrti. Gre pa za zvestobo v tem trenutku vašega življenja. Vas prosim, da v tej ljubezni do Jezusa Kristusa molite. Veliko molite. Molite drug za drugega. Molite za osebje tega doma. Molite za župnijo, v kateri je ta dom. Molite za našo cerkev in za naš narod. Vem, da
ima marsikdo izmed vas neprestano pri sebi rožni venec. In se vam za to zahvaljujem. In ob tem bi vam rad povedal izkušnjo moje mame. Je že pokojna nekaj let, ampak v nekem trenutku življenja je moja mama začutila sama v sebi, da je odveč. In je rekla, poglej, nič več ne moram narediti. Niti krompirja ne moram več olupiti. Tako so moje roke oslabele. Samo še v napoto sem. Tako je začutila mama. Jaz sem pa rekel, mama, ja res je, krompirja res ne moreš več olupiti. Povej pa mi, ali še lahko držiš rožni venec, imaš še toliko moči v rokah? Je rekla, o ja, seveda, to pa lahko. In sem rekel, poglej, od sedaj naprej je tvoje delo molitev za vse nas. Druge stvari, ki si jih nekoč ti delala za nas, bomo pa sedaj mi delali zate. In od takrat naprej je naša mama molila. 2 rožna venca je imela, enega za podnevi in enega za ponoči. Tisti za ponoči je imel večje jagode, tisti za podnevi je bil pa lepši na videz. In njeno delo je postala molitev za vse nas. Tako tudi vas vam. Naj bo vaše delo molitev za cerkev, molitev za svet, molitev za ta dom. In dogajalo se bo nekaj čudovitega. Kakor je Jezus prišel, kakor sem rekel, zato, da bi služil. In kakor je sveti Štefan v ljubezni do tega Jezusa znal ostati zvezd do smrti, tako boste s svojimi rožnimi venci, z očenaši in z Ave Marijami, tudi vi začeli služiti. Služiti ljudem, ki morda ne molijo več, ali pa sploh ne znajo moliti. In boste vi kakor Abraham, ki je stal pred Bogom in molil za Sodomo in Gomoro, in Bog je prizanašal, dokler se je Abraham pogajal v molitvi z njim. Tako tudi vi. To je moja velika in iskrena prošnja. Ostajajmo povezani v molitvi. Vi molite za ta svet, za naš narod, za našo cerkev, jaz bom molil za vas. Vsak dan. In Gospod Jezus, ki je prišel zato, da bi nam razumel očetovo ljubezen, naj nam pomaga, da bi znali ljubiti, da bi znali potrpeti in da bi znali drug drugemu služiti.
svojih sodelavcev in naših stanovalcev bi se zahvalila gospodu nadškofu za današnjo daritev. Prav tako se zahvaljujem po patru Stanetu, njegovim bratom, ki nas spremljajo vas in tudi nas zaposlene celo leto, tako da lahko skupaj drug za drugega veliko dobrega naredimo, če ne v dejanjih, pa večkrat v besedah, v mislih pa zagotovo. Prav tako se tudi po sestri Barbari zahvaljujem njej in njenim sestram za navzočnost v našem domu. Izkoristila bi tudi priliko in bi se zahvalila tudi vsem predstavnicam tukaj navzočim, to se pravi župnijske Karitas, s katero tudi zelo dobro sodelujemo, tako da hvala. Hvala vsem današnjim obiskovalcem, svojcem, stanovalcem. In tako kot je rekel gospod Zore, tudi jaz pravim, velikrat moramo imeti veliko potrpljenja, najprej sami s sabo, potem pa drug z drugim. In jaz verjamem, da tukaj zbrani to zmoremo, znamo, ker dokazujemo tudi z lepim sobivanjem. Tako da hvala vam vsem za to lepo druženje ob tej maši. Seveda ne smemo pozabiti danes tudi na naša, rekla, župnijski zbor, no? Od mladih do starih, hvala za vašo daritev.